Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako rešiti eno linearno neenačbo z dvema absolutnima vrednostima. Prej vam svetujem, da pogledate moj video, v katerem rešim eno linearno enačbo z dvema absolutnima vrednostima, ker se naredi na zelo podoben način. Torej, naša neenačba je ta, in torej ima ti dve absolutni vrednosti. Tisto, kar moramo napraviti, je jo napisati v obliki brez teh absolutnih vrednosti. S tem, da razlikujemo različne slučaje, v kateri dobimo en izraz ali pa drugi. Torej, tako, ima ta absolutna vrednost od 4x plus 4, kakšenkrat bo enaka argumentu 4x plus 4. Kakšenkrat bo enaka nasprotni vrednosti od argumenta, minus 4x minus 4. Torej, enak argumentu, ko argument je večji ali enak nič. Absolutna vrednost od nečesa pozitivnega je vrednost sama. Tudi nič gre prav, ker absolutna vrednost od nič je nič. In pa je nasprotna vrednost, ko argument je manjši od nič. Zdaj, te dva pogoja jo napišemo boljše, torej ta 4, ga damo na drugo stran, postane minus 4, delimo 4, torej imamo minus 1. Torej x večji ali enak minus 1. In tukaj je tista druga možnost, ko x je manjši od minus 1. Podobno s tem, absolutna vrednost 2x minus 6 je 2x minus 6, ali pa njegova nasprotna vrednost, minus 2x plus 6. Torej, enaka argumentu samemu, ko argument je večji ali enak nič, ko 2x minus 6 večji ali enak nič, ali pa je nasprotna, ko 2x minus 6 je manjši od nič. Tukaj spet napišemo še enkrat pogoj, minus 6 damo na drugo stran, postane plus 6, delimo z 2, 6 delimo 2 je 3. Torej, ko x večji enak 3, ali ko x je manjši od 3. Zdaj, ko smo to napisali, pride ta ideja, ki jo hočem podati, tako da se vse boljše vizualizira, kaj sploh delamo. Pomislimo, da ta minus 1 in 3, ti dve vrednosti, razdelita realno os na 3 predele. Minus 1 in 3. Torej imamo ta predel, ta in ta. In da bomo napisali našo, bolj se napišem bolj tukaj, bomo napisali našo neenačbo v treh različnih oblikah za vsak predel. Torej, če smo tukaj, smo v tem območju, smo pod minus 1, ampak istočasno smo pod 3. Torej, veljata ta pogoj in ta pogoj. Vzamemo nasprotne vrednosti od argumentov, torej minus 4x minus 4, ja. Ta minus 10 ostane zmeraj nespremenjen, ker ni znotraj absolutne vrednosti, večji od, tukaj vzamemo nasprotno, minus 2x plus 6. Če smo tukaj, smo nad 3 in istočasno smo nad minus 1. Torej, vzamemo argumente od absolutnih vrednosti tako, kot so 4x plus 4, ta minus 10 se zmeraj prepiše, večji, 2x minus 6. Če smo tukaj, smo nad minus 1, torej imamo tukaj 4x plus 4, ta minus 10 ga prepišemo, večji, tukaj smo pod 3 in torej bomo imeli minus 2x plus 6. Sedaj rešimo vzporedno vse te tri neenačbe, damo vse x na levo, vse številke na desno, minus 4x, premikamo člene plus 2x, večji, minus 4 minus 10 je minus 14, damo drugo stran, je 14. 4x, gremo na drugo stran to, plus 2x, večji, 4 minus 10 je minus 6, damo na drugo stran, postane 6. Tukaj 4x minus 2x, večji, 4 minus 10 je minus 6, damo na drugo stran, postane 6. Minus 4x plus 2x je minus 2x, večji od 20, 4x plus 2x je 6x, večji, 6 plus 6 je 12, 4x minus 2x je 2x, večji, 6 minus 6 je nič. Torej, zdaj bodimo zelo pozorni. Tukaj napišem, delimo z minus 2. Napišem, ker če delimo ali množimo z negativno vrednostjo, se
neenačaj obrne. Torej imamo tukaj x manjši, 20 delimo minus 2 je minus 10. Tukaj delimo 6, torej se ne obrne, x večji od 12 delimo 6 je 2. Tukaj delimo z 2, se ne obrne, x večji od nič. Nič delimo 2 je nič. Torej, sedaj to smo dobili, s tem, da smo postavili pogoj, smo napisali našo enačbo, s tem, da smo postavili pogoj, da smo v tem intervalu, smo v tem območju, ko x je manjši od minus 1. Torej, to gre v sistem z x je manjši od minus 1. Morate veljati oba pogoja hkrati. To velja, ko smo upoštevali izraz, s tem, da smo upoštevali, smo bili med minus 1 in 3. Torej, to mora iti v sistem s pogojem, da x je med minus 1 in 3. Torej, x je med minus 1 in 3. Tukaj, to smo dobili s pogojem, da smo nad 3. Torej, da x je večji od 3. Torej, moramo zdaj v bistvu rešiti te tri sisteme, ki so zelo enostavni. Naredimo tukaj grafično. Torej, minus 10, minus 1, x manjši od minus 10 smo tukaj, x manjši od minus 1 smo tukaj. In kaj ima ta skupnega? Skupnega so, ko x-i so manjši od minus 10. Namesto napisati x manjši od minus 10, napišemo v obliki intervala, recimo od minus neskončnosti do minus 10. Minus 10 ni vključen, kot vidimo tukaj. Torej, tukaj narišemo, tukaj imamo minus 1, 3, tukaj imamo 2, x večji od 2, tukaj x je med minus 1 in 3. Kaj imata skupnega ta dva vrednosti med 2 in 3? Namesto pisati x med 2 in 3, napišemo v obliki intervala. Interval, ki gre od 2 do 3, brez vključenih ekstremov. Tukaj imamo nič, imamo 3, x večji od nič smo tukaj, x večji od 3 smo tukaj. Oba imata skupno to, x večji od 3, to napišemo kot interval, od 3 do plus neskončnosti, 3 ni vključen, kot vidite. In sedaj, to nam gre prav kot rešitev, to nam gre prav kot rešitev, to nam gre prav kot rešitev. In torej, za vse to gre vsi prav, bomo dali unijo, bomo dali skupaj vse to. Torej, rešitev prvotne neenačbe, ki smo imeli na začetku, je interval od minus neskončnosti do minus 10, unija, interval od 2 do 3, unija, interval od 3 do plus neskončnosti. Nekdo bi rekel, tukaj imamo 3, zakaj ne lahko napišemo interval od 2 do plus neskončnosti? Ja, ker 3 ni vključen. In torej ne moramo tega narediti. Če bi bil 3 vključen vsaj v enem od teh dveh intervalov, dovolj v enem ali pa v drugem ali v obeh, bi lahko združili interval od 2 do plus neskončnosti. Vsekakor imamo tako, to je naša rešitev neenačbe. Z absolutnimi vrednostmi. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.